Lepo pozdravljam vse prisotne na novinarski konferenci, kjer želim predstaviti mnenje Odbora za okolje in prostor o prvem letu dela Pahorjeve vlade na tem področju. Za začetek naj povem, da govorimo o področju, ki ga vidimo kot izredno pomembno glede na politike nasploh. Vemo, da je področje ukrepanja podnebne spremembe tisto, ki je pravzaprav prioritetna politična tema, tako na svetovnem političnem področju, še bolj si upam trditi v evropski politiki in seveda potem pričakujemo, da Slovenija v tem smislu ravna tudi odgovorno kot članica Evropske unije. Ukrepanje na področju podnebnih sprememb je tisto, ki nas edino lahko vodi v razvoj odgovornega socialno-tržnega trajnostnega gospodarstva, kar je cilj, ki ga tudi Evropska unija zdaj počasi oblikuje. Tisti, ki ste spremljali njeno delo v okviru Lizbonske pogodbe, zagotovo veste, da je sedaj pripravljen tako imenovana zelena knjiga, to je posvetovanje z evropskimi državljani o tem, kako si predstavljajo socialno-tržno trajnostno gospodarstvo in tu je seveda področje ukrepanja proti podnebnim spremembam tista srčika oziroma center našega ukrepanja. Od ministrstva smo bi torej pričakovali to proaktivno vlogo tako pri oblikovanju politik, tako pri spodbujanju ostalih ministrstev, da prevzamejo in podprejo akcije, ki omogočajo trajnostni razvoj, hkrati pa bi pričakovali tudi aktivno obveščanje s prebivalstvom. Žal smo tu ocenili, da se ministrstvo odziva prepozno, prepočasi, da mnogokrat zamudi primeren trenutek in da se oglasi šele na pobudo civilnih organizacij. Tako je bilo recimo ukrepanje v primeru konference COP15 v Kopenhagnu, kjer je šele na pobudo nevladnih organizacij minister jasno povedal, za kakšne cilje se bo zavzemal in na ta način tudi nastopil v javnosti. In še druga stvar, kjer se mi pa zdi, da je to ukrepanje in nastopanje še bistveno bolj pomembno, so pa plinski terminali v Tržaškem zalivu, kajti tam je bila zamujena priložnost, da bi pravočasno, strokovno in korektno ministrstvo obvestilo javnost o terminalih v Tržaškem zalivu. Moram poudariti, da strokovne podlage so bile pripravljene, žal pa potem ukrepanja ni bilo. Ocenili smo tudi delno organizacijsko strukturo, predvsem na področju podnebnih sprememb in se opredelili do tega novega urada za podnebne spremembe. To je nekako ta splošna ocena, ki bi jo jaz zaključila z ugotovitvijo, da ko se ocenjuje delo vlade, se seveda pregleda, kaj je bilo v koalicijskem sporazumu napisanega, obljubljenega in potem primerja z realizacijo. In tu moram pa reči, da pravzaprav je imel minister kar zelo proste roke, ker koalicijski sporazum je napisan izredno ohlapno. Večkrat se najde namreč beseda Slovenija bi morala, kot pa mi bomo, in da tudi za nobeno od predlaganih akcij nismo našli neke časovne zaveze, da kdaj bo narejena, razen za eno, kjer piše, da bo narejena takoj, pa še tista ni realizirana.